ker pač te otrok objame, ker se smeh, ker se smejiš to, da se že jokaš. Da nekomu pol res v toliko kratkem obdobju toliko veliko pomeniš. Na biserih sem od leta 2005 prisotna, ker sem bila nekako ustvarjalec tega programa. Začela sem ga na željo takratnega generalnega tajnika, ki me je izzval meseca aprila, če si upam prevzeti letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. In jaz ne verjamem že skoraj, da je to 20 let, ker se mi zdi, da je bilo to kot včeraj. Ko predstavljamo naše letovanje za otroke socialno ogroženih družin, rečemo, to so pa biseri. Zakaj biseri? Zato, ker se nekako razlikujejo od drugih letovanj v 3 točkah. Prva točka je, da smo to naredili kot počitnice. Počitnice, ki so nekaj sproščenega, ali kot je rekel nekoč en animator Tadej, mi moramo narediti tak teden, tako lep teden, da bodo ti otroci, ki prihajajo iz takih težkih okolij, to imeli kot eno svetlo lučko za celo leto. Druga točka, na katero smo stavili v tem programu, pa izhaja tudi iz imena, biseri. Nekako smo postavili to, da je vsak človek, vsak otrok, vsak animator, vsak, ki sodeluje v našem projektu, biser. Tudi če je človek drugačen, naporen, vedenjsko problematičen, da ima kakšno invalidnost, bolezen, mozolje recimo ali kaj takega, je še vseeno biser, je še vseeno nekaj posebenega in to prinaša v bistvu v to skupino. In tretja točka, kjer se pa sigurno razlikujemo od kakšnih drugih letovanj, so pa naši mladi animatorji. V bistvu smo postavili vse aktivnosti v vlogo teh mladih animatorjev, ki prinašajo mladost, sproščenost, energijo, veselje in tudi znanje, ki ga imajo, da pač cel teden preživijo s temi otroki. Animatorji smo prostovoljci, pri otrocih stari od 16 let naprej, pri mladostnikih od 21 let naprej. In ja, ljudje, mladi, ki darujemo svoj čas en teden oziroma še prej priprave za otroke. Otroci prihajajo z cele Slovenije, predvsem se jih zbira na škofijskih Karitas. Veliko je otrok takih, ki so že starši prej vključeni v Karitas ali kakšno drugačno pomoč, denarno ali s hrano ali kaj drugače. Potem kar nekaj otrok prihaja iz materinskih domov ali pa z kakšnih zavodov, ki so nas tudi kontaktirali. Zdaj v letih, ko so bili begunski vali, smo imeli tudi vključene otroke, ki so bili prek begunskega vala, zdaj zadnja leta ukrajinske otroke. Tako da v bistvu zelo, zelo pestra množica. Tukaj bi pa poudarila to, da ni pomembno, da so otroci samo iz katoliških družin, ampak pač kdorkoli. Med nami obstajajo tudi otroci, ki niso materialno ogroženi, ampak zaradi drugih okoliščin potrebujejo neko pomoč. Naj bo to ločitve staršev, smrti, bolezni v družini, invalidnost v družini, alkoholizem, o tem zelo malokrat govorimo, ampak ti otroci prinašajo take zgodbe iz svojih družin. Vesela sem, da imamo zelo pestro skupino otrok na morju, da ni nekak pogled, ki je nekak mišljen v naši javnosti, če nisi materialno ogrožen, nisi socialno ogrožen. Ne, pojem socialne ogroženosti je precej širši in zato se mi zdi, da res poskušamo vključevati zelo različno paleto teh naših otrok. Po srcu so pa res otroci, ki rabijo samo pogovor, igro, skakanje v vodo. To je to. Pač mi animatorji pa smo zato z njimi tam, da se z njimi igramo, pogovarjamo, smo z njimi v vodi. Zvečer, ko se včasih tudi kakšen zjoče, da smo pa z njimi tam. Tudi slišimo marsikatere stiske, na marsikaj povejo te otroci. To so čisto običajni otroci.
Jaz sem Jakob, bil sem na biserih kot udeleženec, animator, tehnična ekipa, to je to. Jaz kot otrok nisem bil sam na biserih, bil sem drugače na več različnih letovanjih, no, takrat med poletjem in take stvari mi res niso bile prijetne. No, ne vem, kot otrok sem bil zelo zadržan, pač res sem rabil več časa, da sem se sprostil, ampak vem, da spomnim se pa na biserih, pa na tiste letovanja nimam toliko lepih spominov, ker sem se težko vključil, ne. Ampak na biserih se pa spomnim, da v bistvu mi je bilo zelo prijetno, no, tako iz tega vidika, da kako so se animatorji takrat potrudili za nas. Tako, bili so eni ljudje, ki jih verjetno ne bom nikoli več videl, ampak so res živeli za ta animatorski poklic, in, mislim, za tisti teden in se nam otrokom hoteli čim bolj prilepšati, bili so srcem animatorji. Ker tudi, ne vem, bil sem na kakšnih letovanjih, ki so bili animatorji samo zaradi družbe, a ne. Saj razumem, pač mlad si, a ne, ampak tisto pa ni fajn, no. Se mi zdi, da na biserih, kakor sem bil zaenkrat, pa tudi, če so bili animatorji prvič, res so hoteli tako, da se posvetiti otrokom, da bi bilo njim fajn, da bi jim čim bolj polepšali teden, no. Tako da to mi je bilo res fajn. To res spoštujem in to res hočem tudi jaz pričarati otrokom, no, za tisti teden. Mi smo Zevniki. Nas je v družini 7 otrok. Naš najstarejši brat je začel kot animator in posledično, ko si bil star 16 let, si pač tudi ti šel na bisere. Si nekako želel postati animator in biti del te skupnosti. In na koncu je prišlo do tega, da smo v bistvu bili vsi vključeni v ta projekt in pomagali na različnih področjih. Pač, če si bil bolj za kuhno oziroma tehnično, si šel tja, če si bil za animatorja, si pač šel med animatorje. Tehnično ekipo sestavlja glavni kuhar, potem pa so še tudi pomočniki, mislim, da je 4 oziroma 5 pomočnikov. Skrbimo tudi za tehnično podporo, da celotno letovanje biserov poteka gladko, se pravi, to je tudi vse od pranja perila do čiščenja prostorov in pa kakršnakoli druga tehnična pomoč. In oni ne da samo kuhajo, pač itak to je neka glavna naloga njih, ampak vedno se tudi z otroki povezujejo, tudi oni, otroci jih imajo vedno ful radi. Vedno napravimo kakšen štos, jih animiramo, zato poskrbimo tudi na teh veselih večerih in na kakršnihkoli druženjih med plesom, med petjem, smo vedno za njih. Z možem Mihom imava 10 otrok, tudi oba medva izhajava iz večjih družin, tako da imamo že od nekdaj ta čut tudi za drugega in tudi to zavedanje, da nismo pač mogli vedno vsega dobiti in da je prišlo tudi marsikaj iz druge roke. Smo pač bili zelo iznajdljivi in smo si vsako leto našli tudi kakšno možnost za počitnice. V času, ko smo pa delali hišo, je bilo pa to kar malo težko. In se spomnim, da so me iz župnijske Karitas pozvali, če bi mogoče pa otroci šli na bisere. Tako da so šli in so bili zelo navdušeni. In sem videla, da je to eno tako okolje, zdravo, prijetno, dogaja se polno stvari, otroci so preskrbljeni z vsem tam in strašno uživajo in navežejo nove stike. Zelo, zelo enkratna in lepa poteza mlade Karitas. Dnevi na biserih so, bom rekel, naporni, znajo biti naporni, ampak so pa fajn, taki, bom rekel, sproščeni poletni dnevi, kjer pozabiš na skrbi, pa se prepustiš takemu poletnemu vajbu. Ja. Na biserih si dneve popestrimo predvsem, rekel, z glasbo. Skupnim petjem, s kitaro, to je nepogrešljiv del biserov, se mi zdi, da ker je veliko kvalitete v tem, da lahko tudi svojo muziko izvajamo, da ni vse samo prek zvočnika, tako da to se mi zdi res en velik dar.
Oh, ja, 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 što ne živim ti od neba. Smo bend za vse priložnosti, drugače pa animatorji Počutnic biserov in smo leta 2019 postali tudi bend. Biseri so se odločili, da bo natečaj za himno in mi smo zagrabili to priložnost in se odločili, da napišemo himno. In smo tudi sestavili koreografijo, zaplesali. Naredili video, tako. Med bisernimi tedni ta naša himna odmeva po portoroških ulicah, na vsakem koraku jo kdo lahko zasliši. Padajmo! Zapojmo na ves glas, se najlepši čas smo skupaj. Malo se nasmej, prijatelje, poglej, ne obupaj. Kaj se imamo radi vsi. Vzdušje na biserih je zelo lepo, pozitivno, na trenutke tudi težko, če je kakšna posebna situacija, sicer pa tako razigrano. Jaz sem vedno, ko se spomnim na bisere, tako en kup enega smeha, teh klobučkov, ki se tam sprehajajo po Portorožu, tako res razigrano, res veselo. Vsako leto za otroke in animatorje sešijem 360 klobučkov. Blago razrežem, sešijem, pa prišijem tudi logotipi biser. Klobučki so postali prepoznaven znak biserov. Na biserih imamo vedno tudi različne goste, s katerimi si te naše dneve bolj popestrimo in otroci so jih vedno ful veseli. Evo, živo s Portoroža, z nami je Anže. Jaz zmeraj, ko pridem na bisere, me pač ta dan ful napolne, zaradi tega, ker vidim, koliko ena ta malenkost, se pravi to, da sem jaz kot oseba tam prisoten, to otrokom mogoče ne samo, da polepša dan, ampak pač mogoče cel teden ali pa še več. In to, ko vidim, kakšen en majhen svoj prispevek dam njim in koliko to njim pomeni, to mene nafila in glih zaradi tega sem tokrat šel in zmeraj z veseljem pridem. Zmeraj, ko sem tisti dan dol, vidim, da vsi problemi, ki sem jih mogoče jaz imel, niso nič napram temu, kar imajo in kar so mogli dati oni čez, da jih to zaznamuje, ampak se mi zdi, da v tistem tednu oni odklopijo in živijo en drug life in sem vesel za njih. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi smo fantje z Bregov. Po neuradnih podatkih največkrat igrali na biserih. Neuradno. Mi se imamo radi, radi prav zares. Pa mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi. Najboljše nam je to, ker ne rabiš ful velik, da so otroci srečni. Dosti je to sam, da prideš, igraš in je to to. Če bi mogel s par besedami opisati to biserno dogajanje oziroma biserni večer, bi to opisal v navdušenih otrocih, v animatorjih, ki so mogoče pripravljeni z nami tudi kaj zapeti, zaigrati. Jaz bi rekel, da je to najbolj pričakovan dan v poletju. Ker imam na biserih predvsem rad so kakšni štosi, ful imam rad hece. Ko na veselih večerih pač animatorji izvajamo take fore in pač smo toliko čudni, da se pač otroci ne vejo, a naj se smejijo, a naj nas samo čuden gledajo. Ja, Marjan je eden najboljših plesalcev račk na biserih. On je prišel s klobukom, majico in hlačem v rački in je začel plesati račke. Pač to je nekaj, kar pač ne pozabiš. Nikoli pa sploh, kot ko igraš, si za
njimi in jih gledaš, pride en tako oblečen, pač zmaga. Glasni zvočnik dobro musko prezgodi, med vodiči za njima ruk pižami se miga ti mudi. Tako letovanje, kot so biseri, rabimo zato, ker je ogromno ljudi, ki si ne more privoščiti iti na take počitnice. In se mi zdi, da vsako leto, že 20 let, toliko veliko otrokom polepšamo ta poletja, ki jih mogoče pač v tistem letu ne bi videli niti morja. Pokažemo, da so tudi ljudje izven njihovih družin, ki jih imajo radi, ki jim želijo dobro. Vemo, da ne bomo spremenili življenja na boljše v nekaterih primerih, in pa damo en zagon, pa mogoče ene spomine, iz katerih se lahko potem filajo. Po drugi strani jih rabimo pa tudi zato, da damo mladim priložnost, da se sprobamo v različnih vlogah in da nekako odkrijemo, kje so naši talenti, pa sprobamo, pa včasih ugotovimo tudi mogoče, kaj bi radi v življenju počeli, kaj nam gre dobro, kaj nam gre slabo. Se mi zdi, da v tem pestrem svetu kar malo težko najdeš smisel vsakdanjega življenja. To ti pa da smisel za celo leto, se meni zdi. Neko energijo, neko srečo, nek zagon, za kva se res plača živeti in pač truditi biti vesel in imeti rad ljudi okrog sebe. Tako da rabimo jih in zaradi otrok in zaradi animatorjev. Takšne letovanje, kot so biseri, rabimo zato, da delamo svet lepši. Biseri so v bistvu skupnost, ki daje otrokom možnost, da odklopijo vse skrbi in probleme in so lahko v bistvu to, kar si zaslužijo biti. Jaz bi se rada zahvalila vsem mladim, ki so v teh 20 letih z veseljem sodelovali v programu Počitnice biserov, da so dali svojo mladost, svojo energijo in želim, da bi to vedno, ta biser, ki so ga prejeli na letovanju, vedno nosili v svojem srcu, kjerkoli bodo. Hvala, biseri! Biseri so obrazi, polni nasmehov, veselja, sreče, ki pa za temi obrazi stojijo mladi, prostovoljci, otroci, ki imajo vsak svojo zgodbo in te zgodbe nas bogatijo, zato pa so biseri lahko tako srčni. Zelo dragoceno je delo, ki ga opravlja Karitas, ki ga opravlja Young Karitas, ki ga opravljajo animatorji, voditelji tednov, in bi si želel, da bi mogoče tudi več ljudi za to vedelo, ne samo, bom rekel, cerkvena javnost, ampak širša slovenska javnost in da bi tudi še močneje to podprli, da bi lahko na ta način še več otrok prišlo zraven, da bi se res to delo ovrednotilo, ki ga počne Karitas za te otroke, ker se res dela veliko delo. In tukaj želim, da bi te biseri živeli še nadaljnjih mnogo let in da bi ta duh biserov trajal potem tudi med letom, ko so te biseri doma. Biseri so en velik mozaik. So sreča, ki te spremlja čez celo leto. En velik osrečujoč izziv. Biseri so upanje. Čudovit zaklad. Živanci je za otroke. En bombastičen teden. Kreativa za dušo. Teden poln objemov. Biseri so priložnost. Biseri so spontanost. Biseri so spomini. Biseri so energija. Biseri so navihani otroci, ki pridejo na morje. So čudež mladih, ki darujejo svoj čas za otroke v stiski. Hvaležnost. Navdušenje. Otroški nasmehi. Animatorji za otroke. Božji otroci. Velika vesela družina. Ena velika zabava. Prostor veselja. Sama ljubezen. Prisluhniš gorki v njej poletje ti šumi. Na uho te vabi. Prisluhni vanjo. Kako igrati vabi.
prijatelje, poglej, življenje nikdar ne obupaj. Tukaj se imamo radi vsi, la, 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 tudi jaz in ti. La, 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 to so biseri. Danes zopet je ta dan, vsak od nas je nasmejan, za žalost v prostora ni. To so biseri, vsak prijatelja ima in ga nasmejati zna, če to počeli bi vsi. Svet se cel smeji, pa dajmo roke si v zrak, zapojmo na ves glas, svet je lepši, če smo skupaj. Malo se nasmej, prijatelje, poglej, življenje nikdar ne obupaj.